Hvala za to priložnost, da lahko zdaj povzamem. Poskušala bom biti čim bolj pametna, seveda pri tem se pa ne bom trudila vsega povzeti, kar se danes postavili, ker ključno je bilo, da smo res vzpostavili to platformo, da ste se župani mestnih občin in drugi predstavniki mestnih občin lahko odzvali in da smo vas imeli priložnost slišati, kako vidite svoj prostor, svojo vlogo in veseli me, da se vidi tudi ta različnost, raznolikost, ker še pred nekaj leti je bilo posod vse isto, vsi bi vse enako in se ni čutili te raznolikosti in tudi raznolikosti v viziji, strategiji, projektih, čemur zdaj po mojem mnenju ni tako, kar je bilo danes tudi lepo demonstrirano. Kaj ni pametno, verjetno, pri upravljanju z mesti ali pa pri vsakodnevnem delovanju, da se nas še naučimo iz preteklega obdobja, tako da tudi od odzadaj poskušali začeti, ko so bili predstavljeni posamezni projekti, dobri ideje za naprej, že konkretni projekti, v katero smer naprej, še vedno rešujemo projekte, ki bi že morali biti izvedeni. Torej, tisto načrtovanje prihodnosti, videti malo naprej, narediti analizo, oceniti verjetnosti, dobro pripraviti pogoje, da bomo lahko dobro delovali, pa da bodo projekti realizirani. Vse to se lažje naučimo, da v tega obdobja, da morda nismo bili zmer najbolj pametni ali pa da nismo znali v redu predvideti. Vse korake, se vseh ni možno, vendar je pa ključno za naprej, da postavimo pogoje, v katerih bo to bolj učinkovito izvedljivo. Kar se mi zdi, da je zelo drugače napram par let nazaj, ker zdaj prostorski del ministrstva mislim, da ni treba prepričovati za okolje in prostor, da imate mestne občine posebno vlogo, da ima mestna občina povezavo ali pa da je del regije, da ne moreš doseči vsega v Ljubljani, da ne moreš v Ljubljani odločati na parcelo natančno, kje ja, kje ne in zakaj ne, pa zakaj ja. Tako da te strategije, ki prihajajo vedno z novimi kraticami, niso kar tako, niso samo zato, da imamo še en dokument, je pa povezano s tem, kar ste opozarjali, da na vladni ravni očitno ne vemo, kaj bi si želeli, ker napišemo vse maksimalno, na vseh področjih bi imeli vse in to zelo maksimirano, ko pa v prostor prideš, je pa skoraj neizvedljivo in traja predolgo, da pridemo do rešitev. Torej, jasna vizija, tako na državni ravni, kot potem tudi na lokalni. Tukaj je ključno, da res ni 212 županov, direktorjev, ki vsak vodi svojo politiko, svojo vizijo Slovenije, svoj razvoj, ampak da se zavedamo, da imamo različne vloge. Ključno, kar se mi zdi, da ne nazadnje tudi, ko so bile sektorske politike vladne izpostavljene, kako so velikokrat neusklajene, ko se to odrazi na konkretnem projektu, ki imate dobre ideje, pripravljen projekt, vse je pripravljeno, ampak še vedno kar traja in tudi nismo najbolj pametni potem, če toliko časa rabimo, da najdemo pametno odločitev in tudi ni nujen, da je tisto, ko ne sprejmemo odločitve v enem projektu, da je tudi pametno. Kar mislim, da se moramo naučiti po 10-letnem članstvu EU-ju, ko smo predvsem, lahko govorim vsem v našem ministrstvu, pa bom povezvala potem s tem, kar ste povedali, ko smo prenašali veliko pravnega reda EU, ko smo videli v praksi, kaj to pomeni, ko se veliko stvari v praksi ne izidejo, da smo 10 let gledali, kaj Natura območje pomeni, kako to spraviti v funkcijo razvoja. Je zelo dobro eno refleksijo narediti, vi jo vsak pri sebi ste jo naredili, ministrstvo je tudi dela in tudi obrača fokus v trajnostno upravljanje z viri, ne po zakonodaji to lahko, to pa ne moreš, pač upravni del mora biti čist in zakonodaja je samo en del, v preteklosti imel večjo vlogo, zdaj jo probamo, da pač seveda zakonodajni okvir mora biti jasen, čist, jasna pravila igre, ni pa bistveno, zato ker zgubimo vso energijo. Gospod Gajček se je izrazil, da razpršimo preveč energije zelo neučinkovito, torej tudi nič pametnega v tem in ker tudi rezultatov pa nimamo res dobrih, da je več poudarka res na upravljanju, na izvajanju in to, kar ste danes vsi nastopujoči demonstrirali, je prav to, da smo se pogovarjali začeli na temo urbanega razvoja, urbanega območja, o upravljanju. Ko govorimo o upravljanju, je tudi jasno, da nismo sami v tem prostoru,
bodi si urbanem ali pa ruralnem, da se spreminja način vladanja, odločanja, pogovarjanja in da se tudi mora spremeniti ta model. In vse te super informacijske podpore, ki jih imamo, nam lahko koristijo pri tem, tudi druga orodja, ki so razvita. Ključno pa je, da zdržimo ta proces komunikacije, da ni sta samo dva kroga, po moje tako, po tvoje tako, po moje tako, po tvoje pa zdaj zaključimo, vsak gremo spet po svoje, pa probamo doseči na en drug način rezultat pri projektu ali pa posamezni aktivnosti, ampak da res naše modele, način delovanja spremenimo in da res odrazimo to trajnostno upravljanje z energijo, ok, rekel, v najširšem smislu. Tukaj je ključno to participativno odločanje ali pa, da smo vsi del enega prostora, da je pa to tako, zdaj ni bilo s tem izrazom omenjeno v današnjem dnevu, ta NIMBY efekt, not in my backyard, ampak ste ga pa izražali, ne, med vrsticami pa s tem, kar ste predstavljali. Moramo biti informacije, moramo imeti, ta prava informacija, da se lahko dobro odločamo. Moramo biti del procesa, da lahko vemo, moramo vedeti, kaj je cilj vlade, posameznega ministrstva, ključno pa tudi občine in mestnih občin tudi. Da to, kar so župani danes demonstrirali, je jasna vizija. In se ta proces lahko res začne, a ne, skupnega procesa, skupno pripravljanje strategije. In ta trajnostna urbana strategija, te TUSI, na ministrstvu smo videli samo odlično priliko, da lahko to povežemo, ne da je še en dokument za to, da odkljukamo, tudi to so naredili, super, ali pa te še niso bojo čakali s financiranjem, ampak da res premislite, kaj v strateškem smislu eno lokalno okolje, tudi v regionalnem smislu in pa z vidika izvajanja javnih politik lahko ponudi, kje ima potencijale, kje ima možnosti in tako, kot ste župani danes predstavniki mestnih občin predstavili, imate zelo dobro analizo stanja, tudi že izzivi priložnosti, zelo jasno vizijo ali pa možnosti, v katero smer peljati stvari naprej. Uvodoma je bilo pojasneno tudi, kje so te finančni viri, še več informacij seveda na pravih mestih tudi jih obstaja. Kar je pa komisarka Bulčeva uvodoma tudi rekla, da je zanimivo opazovati Slovenijo, ki dela v zadnjem času kar nekaj zanimivih, dobrih korakov, da bi moramo to povezati in da če bi sam danes mi tukaj, ko sedimo, to znali povezati, da bi bil tudi že zelo dober korak naprej. In mislim, da smo to skupaj, vsi skupaj pa tole uspeli. Veseli me povsem, da smo prišli do Urbanega foruma, pa ne bi rada, da je edini, rada bi, da se nadaljuje in da rada tradicionalen, da smo zelo hiter so organizatorji se uskladiti v idejo, v konceptu, kaj bi to bilo, pa da to vsi rabimo, ker dolgo časa je bilo pa bila ena nevarna, po mojem mnenju nevarna teza rečena, da je Slovenija lahko kot eno mesto videna. Dolgo časa se je razumeli, da ni nobenih specifik, da mestne občine niso nič posebenega, da je vse lahko tudi mišljeno, da smo zelo ruralno okolje, a ne, da je ena Slovenija, da je lahko zelo posplošeno, pa pridemo do obravnave Slovenije. In tukaj smo hoteli to distinkcijo narediti, tudi vi ste predstavili, da jo rabimo razviti naprej. Da smo to, kar je profesor Koželj pomenil, koliko si treba z državo izboriti vsako stvar, pa ste rekli, da si treba tudi na državni ravni. To področje, ki pokreva prostor, okolje, to ministrstvo, si mora to, kar bi tudi mislili, da če govorimo o trajnostnem razvoju, o trajnostnem upravljanju, da nam pripada. Zdaj, ta urbani forum smo razmišljali že 2 leti, po moje, da smo si ga izborili potem, pa ne sam forum kot forum, ampak da govorimo res o urbanem razvoju, da je poseben denar namenjen v razvojnih dokumentih in za naslednjo perspektivo, da se zdaj pogovarjamo, kakšni projekti so tisti, ki jo največ dodane vrednosti prinesle. In te trajnostne urbane strategije so bolj celovite, več projektov imate noter zajeti, kot je trenutno se vidi tega financiranja, omogoča pa tudi povezovanje z drugimi viri financiranja, tako da nisem ta delček milijonov, ki je zdaj obvezno namenjen v operativnem programu za trajnostni urbani razvoj. Jaz si želim, da se vidimo tudi prihodnje leto, da to leto pa da urbani razvoj, da se ne sprašujemo, ali mestne občine imajo vlogo ali jo nimajo. Mislim, da je več stvari za spremeniti, tudi kar ste danes predstavili.
zakonodajni okvir zagotovo, da ne onemogoča te projekte in ideje, ki jih imate, da se je zelo jasno tudi zdaj, ker imamo strategijo razvoja Slovenije odprto, ko imamo pametno specializacijo odprto, ko imamo v prenovi strategijo prostorskega razvoja Slovenije in še številne druge strateške dokumente in operativne ali pa akcijske načrte. Ne nazadnje tudi naše ministrstvo aktivno, nekjer v zakonih napiše, da lahko to delamo, je akcijski načrt za prehod na zeleno gospodarstvo, kjer bi želeli te posamezne dobre prakse povezati in jih preliti v način delovanja, da v te dokumente vnesemo ta načela, vodila, zato da boste imeli ustrezno vlogo, da delamo na različnih pristopih, da se učimo drug od drugega in da niso samo posamični dobri primeri, tako kot se je pa že pokazali mestne občine, že tekmujete med sabo in 14 dni nazaj mislim, da sem bila v Novem mestu, ko je bilo regijsko posvetovanje SOS-a. Je bila tudi ena od idej, pa mislim, da je kar z mestne občine Novo mesto prišla, pa se bi mi lahko tudi gazele, ko je bilo dnevnik je pač organiziral. Tako da, če bi eno tako pozitivno konkurenco uvedli, ampak z vidika razvoja, kako čim bolj pametno upravljati za dobro, bogato, uspešno prihodnost nas vseh, bi bilo verjetno tudi zelo dober zaključek ali pa vodilo za to leto naprej po tem forumu. Hvala lepa. Hvala.